Kako vajen posel vpliva na vajino prijateljstvo? Zanimivo vprašanje. Ja, meni je boljš, ker zaradi posla imava še več interakcij in Ja, enako. se mi zdi, da dobro vpliva. Škaj ne štekam folk, da nav to Ja. zdaj zaračen kruh, ampak folk reče, ne nikoli s friendomi delati Ja. biznisa. Jaz pa tako, pa obratno si ne predstavljam. Ja, Jaz hočem ful časa preživeti z ljudmi, ki so mi cool za družiti se. ja. Tako da tudi ta ekipa, ki je, Mhm. je v tej smeri Mhm. in ne predstavljam si drugačno. Ja. Evo nas. Ja, Kako si? Nič se nisva pogovarjala v med tem redu, vikendom. v redu. V bistvu ne vikendom, to je teden delovni. Ja, offside. Offside, Astra. Dobro spiš? Spim tamle na vrhu in je strešno okno. In zdaj 2 dni oziroma 2 noči so je bilo deževno in me moti ta zvok. Mm. Mislim, res je, da je ful padal, tudi po noči danes je bila neka nevihta in me je zbudil in ja, pol težko zaspim nazaj. Ampak sem bolj spal to drugo noč, no. Sem se že malo navadil. Meni pa to ful pomerja, ta dež. Ja, jaz sem ugotovil, da rabim tišino. Ja, to ni dobro. Tudi za delo rabim tišino. To- Svet ima hrupe. To, kar vi kamusko vrtite, mi ni dobro. Kamusko vrtimo v smislu... Ja, kaj je A ja, čez dan. background noise. Ja, ja. In bral sem, da je neka korelacija med IQ-jem pa to, koliko rabiš tišine. Mhm. Če rabiš več, imaš višji. Tako. Mhm. Ja. Zakaj? Če s tem pohnem, jaz to Ja, Živijo, Kristina, seveda. to je Kristina. Seveda, seveda. Ne, če se vidi. Hej, čau. Danes nam bo malo pomagala pri Izvedbi. izvedbi oddaje. Ja. Special edition dialoga klele na Krasu. Hiša Brinovka. Kakor sva že povedala, smo Ja. prišli na offsite. Mislim, da delamo 2 do 3 na leto, zdaj že kar, Ja. da se takole dobimo Mhm. s celo ekipo. In res se ful več naredi, no, ne vem, tako, pa povežejo se ljudje, pa res se imamo fajn, tako, Ja. mislim, jaz se imam fajn, ker nekaj ustvarjam Ja. s folkom, ki je amazing, no. Ful mi je všeč, da ni tako, da se res to dela, kar si rekel, ker po mojem v mnogih teh organizacijah to bolj tako izgleda, da je vse malo bolj pivsko naravnano. Team buildingi. Ja, ja. Mm. In mi je tako všeč, da ni tega kle. Ja, drugačni ljudje so, se mi zdi, da Tako je, druga kultura. druga kultura v podjetju, ja. Zelo malo se pije. Mhm. A bova povedala, zakaj ni Janja? Mislim, da je bilo neko vprašanje, sem na hitro. Boš ti povedal? Ja, jaz sem si zelo želel. Ja, vsi, Tako, vsi si zelo želimo. ja, sem še pisal, pridi, tako prav prijazno, ampak se ni dal tokrat. Nekje na morju je, ne? Ne vem, poslali smo mu sliko, pa je rekel, to je to. On ima višje neke te standarde. Ja, Tako da, ja. mogoče se je naveličal. Mogoče. Je že vse povedal. Mogoče sva ga ven dala iz Ja, dialoga. Veš, kako je, dosti ljudi je razumel besedo dialog, da je to pogovor med 2 osebama, aha, kar ne drži, ja, ja. če to objasnimo. To je beseda dialogos iz stare grščine in pomeni sam pogovor. Mhm. Ne definira števila oseb. Mhm. Tako da, to zdaj že delamo preveč časa. Ja, meni so eni rekli, da se ponavljamo. Ja, sigurno se. Tisti, ki ful časa gledajo, verjetno to opazijo. Ja. Prihajajo pa novi. A imaš kakšno statistiko? Tako, recurring pa new. Obstaja, sam nimam zdaj podatka v glavi, ampak ko se z ljudmi pogovarjam, rečejo, doskrat
pred kratkim sem Aha, odkril in pogrem za nazaj, pa vedem, da je tega ful, pa pol. Vsega itak ne moreš poslušati. ja. Tako da mogoče je dobro, da se ponavljamo. Mogoče Ni res, toliko, ja. slabo. Mogoče res. Ja, jaz imam načeloma dober spomin za te stvari, ja, in pa sem tako kdaj, pa se to smo že tokrat, a ne, povedali. Ja, sem je tako, meni je to vedno bilo všeč, ker je to nek tak naš mesečno srečanje, ki Ja. se mi med sabo vidimo, ki se drugače ne bi. Mm. Mi dva se itak zdaj dnevno imamo interakcijo, ampak, kot sem prej rekel, zdaj je že ekipa toliko velika ali pa toliko enih različnih aspektov ima podjetje Astra, da se tudi mi dva vedno manj imava neke skupne stvari, a veš. Ti si prevzel bolj marketing, jaz bolj produkt in ne pogovarjava se spet toliko, ne. Ja, Mogoče te high level stvari ja, ampak na splošno se pa oddaljujeva, sem opazil, a ne. mm. Ker je več stvari za menedžerati, a ne. Ja, to je res, ja. Ja, sva pa danes, ok, itak tule imava lepo, tam se celo morje vidi, folk ne ve, ne vidi. Imava tak lep razgled, pa mirno je. V bistvu je Trst je tle, ne, to je Tržaški zaliv, tamle je pol Luka Koper zadaj, se še neke ladje vidijo. Ja, nisem si predstavljal, da se iz Krasa tako vidi na morje. Zelo lepo. Ja, imava tako idejo smo imeli, da bi posnela na hitrico en dialog, pa da bi Kristina sodelovala. Ful si bila za. Ja. A? Ampak dajmo provat. Dajmo probati. Ja, tako smo mislili, imamo neka vprašanja, Kristina, ti nama jih lahko prebereš, da sva malo bolj spontana pa presenečena, pa vidimo, kam to gre, evo. Ok, kar začnemo, ne? Pa lahko po moje. Okay. Kaj za vaju pomeni srečno življenje? Andrej. Srečno življenje pomeni življenje v gibanju. Da se premikaš in mentalno in fizično. Se mi zdi, da če si preveč na enem mestu, tudi če imaš ves luksus, a ne, na voljo, tako kot je recimo kle, pa lepa hiša, bazen, ampak če bi mogel skozi tukaj biti, a ne, tudi ne bi na neki točki bil več srečen, tako da po moje je to, da prvič, da imaš to možnost, ne, da imaš resurse, da to počneš, da imaš čas, da imaš energijo, zdravje, da nekaj ustvarjaš in da se premikaš. Tako ja, da lahko se po svetu premikaš, da se mogoče z ljudmi, ki jih imaš rad, da to počneš, in da tudi se razvijaš ti sam kot posameznik, ne. Zdaj, je to, da neko znanje osvajaš, ali da nek svoj biznis gradiš, ali ne vem, da neka razmerja razvijaš, tako. Samo mislim, da neka statičnost ti zmanjšuje to, no, srečo. Ja. Tako, zdaj v neki točki življenja, ko sem bi to rekel, verjetno, sem 15 let nazaj drugače rekel, 10 let nazaj drugače, pa verjetno bom enkrat v prihodnosti drugače rekel. Jaz sem pri 16 letih prebral neko knjigo, se teh knjig je milijon, od Dalaj Lame. Verjetno je on napisal, ampak so neke zbrana filozofija budizma pa njega. In v bistvu sem videl, da se budizem točno s tem ukvarja, ne. In to mi je bilo všeč, ne, da je neka stvar, ki ti ponudi orodja, da dosežeš to, kar si želiš. In vsa živa bitja si želijo biti srečna pa mirna. To je skupno vsem nam, ne. Ampak pol, kar hitro prideš do nekega hakelca, kjer prideš do tega, da
bolj kot loviš to, manj jo imaš, a ne? In se mi zdi, da ostale knjige ali pa to delo na sebi, pa iskanje sreče, da te lahko dostikrat stran od tega pelje, zato ker se preveč sam s sabo ukvarjaš, a ne? In tukaj bi se strinjal s tabo, ko si rekel, da je gibanje psihično, pomeni, da je nek flow in se ukvarjaš z vsemi spremembami, ki se dogajajo okoli tebe. In da se ne ukvarjaš sam s sabo, v sebi noter, konstantno. Ja. Ker s tem se zapacaš, a ne. Tako da sreča je v bistvu nesreča, zato ker včasih si nesrečen in to je kontrast, ki ga rabiš. Tako da manj, ko sem se v življenju ukvarjal s tem, vem, da sem bil bolj srečen. Po pa sem rabil to ustvarjalnost, a ne, da me je potegnila stran od sebe. Se pravi, da sem mogel biti produktiven, da se nisem sam s sabo ukvarjal. In to je pol spet nova past, a ne, ki se mogoče tudi zdaj ukvarjam z njo, a ne. Da rabim produktivnost, pa rabim flow, da me odvrne od misli o sebi, a ne. In dneve, ko sem potopljen v delu pa v ustvarjanju, so srečni, ampak se ne zavedam, da so srečni dnevi. Ampak tisti so najbolj, ko za nazaj pogledam. Bil sem okej s tem, kar je, in bil sem miren in bil sem zadovoljen, nisem se pa tega zavedal. Ja. Tako da ne vem, sej, a veš, govorjenje o tem je itak, tega je preveč, pa vsak išče to. Meni je v bistvu zanimivo, da nekdo postavi tako vprašanje. Ker velikokrat so taka vprašanja in me zanima, kaj ljudje dobijo od tega, ne. Zdaj tako ne spomnim se, sem jaz tudi, mogoče, ko sem bil mlajši, da me je to drugih ljudeh zanimalo. Ampak me zdaj, tako osebno me ne zanima, kaj drugi mislijo, ne, da je to. Zato, ker se mi zdi, da je to toliko neka individualna stvar, da meni lahko zdaj nekdo reče, kaj je za njega, ampak po to samo tako neka informacija, mislim, ne bom jaz s tem nič počel posebenega, ne. Me neke druge zdaj stvari zanimajo pri ljudeh. Tako, dosti se vedno, zdaj po moje bo že tretji dialog, ko se bom na to knjigo o Enzu Ferrariju vrnil, ampak tako, med branjem te knjige se nikoli nisem vprašal, jaz bi bil zdaj on srečen, veš. Ker se je toliko stvari dogajalo in ne vem, mogoče dajem zdaj pozornost na druge stvari in se pač to ne sprašujem. Tako, čist nek tak meta pogled na to vprašanje. Super, ja. Kaj menita o trenutnem političnem stanju v Sloveniji? Kaj je nujno izboljšati? To pa so tako skakanje. Ja, kar šifta, ja. Moraš biti kar na prstih, a ne? Ja, jaz bom to komentiral z opažanjem, ki ga imam. Seveda z tem, kar vidim na družbenih omrežjih. In se mi zdi, da je, vsaj to jaz vidim, da je zelo veliko nezadovoljstvo. Tako, ne vidim komentarjev, ful je dober. Saj ne vem, če je to kdajkoli bilo v Sloveniji, da je bil konsenz, mogoče takrat, ko smo se osamosvojili, da smo bili nekako politično enotni, pa da smo verjeli, da grejo stvari v pravo smer. Ampak zdaj se mi zdi, da je prav ne razočaranje, ampak nezadovoljstvo s tem, kako bi rekel, finančno-davčnim aspektom, kako se država vodi, pa kje smo, pa vedno neke nove davčne politike, pa obremenitve. Mogoče zdaj, ko sem pač bolj v biznisu, zadnjih 10 let, me bolj ta aspekt, ne, zadane in vidim zelo veliko nezadovoljstva in tudi jaz nekako kot solastnik podjetja se primarno s temi vprašanji ukvarjam, ne, koliko davkov moramo plačati,
koliko denarja bi lahko nekomu dal, pa vem, da ga ne more dobiti, ker bo država pobrala, a ne. To mislim pri plačah, prispevki pa vse te dajatve. In kaj bi se mogli izboljšati? Jaz mislim, da Slovenija bo na pravi poti takrat, ko bo neka politična opcija znala ne razdeliti državo na dva pola, ampak ko bo znala nekako večino ljudi navdušiti za neko smer, v katero naj gremo, a ne. Jaz mislim, da Sloveniji manjka, čeprav so neki dokumenti, ne vem, vizija 2050, pa ne vem kaj, so vse že spisali, ampak mislim, da noben v Sloveniji tako ne čuti ali pa ne govori ali pa je navdušen nad tem, kam mi gremo kot družba, a ne. Tako veliko je nekega pritoževanja, nerganja, generalnega nezadovoljstva, pa mislim, da država in ta družba naša nimata smeri, a ne. A veš, da bi mi tako vsi rekli, ja, Slovenija, ne vem, bo v 20 letih, ne vem, zdaj bom kar en primer dal, bo hub za umetno inteligenco in ne vem, tule bojo ful huda podjetja in ljudje bojo živeli v neki ful dobri blaginji in tako. Ni tega, ne čutim, no. In ja, to je po mojem neki izziv, največji, ki ga ima država zdaj in ga bo imela tudi v prihodnje, in se mi zdi, da pod vsako vlado pa pod vsakim ciklom, ki smo ga imeli, smo vedno v isti cikl prišli, da je bil narod razdeljen, a ne. In ta slovenski razkol, ne vem, se pač kar vleče in čeprav tako vidim v nekih določenih posameznikih, da so te želje, a ne, da govori se o tem potencialu, a ne, kaj bi vse Slovenija lahko bila, ampak ne vem, kar nekako pol vedno zaidemo v to totalno nezadovoljstvo in samo reče se pol, ta vlada, ki je zdaj, bo ziher pač padla in ne bo več tako, kot je bilo, in pol gremo verjetno tudi v nek cikel, ki se hoče na novo stvari postaviti, pa se pol druga stran spet užge in je ta konstantni boj. In pol imaš pa v bistvu sam, a zdaj neki posamezniki to znajo izkoristiti, ne, in pač se okoristiti. Kot družba, tako skupno pa vsaj jaz ne čutim, no, da bi tako je nek status quo, se mi zdi že 15 let, 20. Ampak zdaj trenutno se veliko, to so se glih prej pogovarjala na LinkedInu, vsak dan vidim poste, kjer podjetniki pa ljudje, ki so bolj v poslovnih vodah, nergajo nad temi vsemi dodatnimi omejitvami, davčnimi, ki se dodajajo. In se mi zdi, da, jaz sem imel tudi en LinkedIn post na to temo, se mi zdi, da tako je življenje pač sestavljeno v večini primerov iz dveh sil, ki plešata nek ples. In kadarkoli si ti v življenju v nekem ekstremu, te bo realnost popravila na sredino. In to sem jaz večkrat videl v vseh aspektih življenja, ne. In se mi zdi, da je tudi na teh širše družbenih enako, da dve sili plešeta ples in rabta drugo, da ne zaplavata preveč v peku, preveč v ekstrema, ne. In zdaj, kdo se tega zaveda, ko je na eni strani, a ne, to rabiš po moje tako ful širšo sliko videti. Jaz rabim tega, kaj je na levem polu, zato da on mene malo premika iz ekstrema, pa se mi najdemo nekje na sredini, da ne porušimo vsega, ne. Če bi bilo vse po moje, ko sem recimo, nekdo je na desni strani, če bi bilo vse po moje, da se ti zavedaš, da to ne bi bilo dobro za družbo, to rabiš res neko, po moje, modrost ali pa širšo sliko, a ne. In zdaj se mi zdi, da je malo preveč balansa, neravnovesja na levih idejah v Sloveniji in globalno, bi celo rekel.
ker se veliko socialističnih idej prihaja v ospredje spet, a ne? In se mi zdi, da to ni ravnovesje, da ni čisto prava pot. In igra politična, kakor je sestavljena, je tako, tisti, ki bo obljubil večji masi ljudi več, bo izvoljen, a ne? In vsa kompleksnost tega, kako boš ti to razdelil, kje boš dobil, da rabiš tudi drugi pol, ki ustvarja recimo presežke, da jih lahko ti pol deliš, se mi zdi, da ni tega razumevanja. Ne? Zdaj, ali se bomo zadolževali, ali bomo davke višali, ampak talali bomo vedno več. A ne? In tako, ko vedno popravek prihaja, realnost naredi svoje in mislim, da bomo dobili popravek, in to so te sile podjetniške, ki zdaj poskušajo popravljati to neravnovesje v družbi. Ne? In jaz sem imel veliko zdaj podcastov o tem, z obema poloma, in hočem malo tipati, koliko ljudi to razume, da ne smeš ekstremno v življenju postopati. Ne? Ja. In to rabiš nekoga, ki tako reče. Rabimo podjetnike, dajmo jim omogočiti, da lahko ustvarjajo. Valjda korupcija pa kraja, to je nesprejemljivo. To je čisto neka druga stvar. To moramo znati ločiti. Ampak nekdo, ki hoče ustvarjati, dajmo mu, pa je sposoben ustvarjati, pa si želi ustvarjati, dajmo mu vse pogoje, ki jih on rab, da lahko ustvarja. In tega zdaj jaz vidim premalo, ne? Tako kakšne izjave prihajajo, veš, tako. Se mi zdi, da so čist proti podjetništvu. Ne? Nisem slišal nič zadnje čase, ko bi rekel, rabimo podjetnike, pa rabimo mala, srednja podjetja, tudi velike korporacije, ki zaposlitve dajo. Ne? V bistvu vse gre v to smer. Bogati imajo preveč, moramo jim še več vzeti in to razdeliti. Me zanima tako, če je sploh, jaz ne vem, a obstaja neka družba, kjer pa je to ful cenjeno, ne? Ker tudi v Ameriki, ki je vedno veljala za neko tako res kapitalistično državo, so zdaj v zadnjem času zelo močne, tako kot si rekel, te levičarske socialistične ideje, ne? Sam povzročile so izvolitev dvakrat nekoga, ki se je direktno postavil proti temu. Ne? In to je pol posledica. Se mi zdi, da ti si tako v življenju želiš si nek outcome in nabereš energijo in z vso silo probaš to ustvariti, ampak glih kontraefekt dobiš. In točno to se mi zdi, da se je v Ameriki zgodilo. Ne? Ker po nekih kriterijih bi lahko rekel, Trump je v nekih aspektih ekstremista. Ne? In se mi zdi, da je on dobil to energijo zaradi drugega pola tudi. Ne? In na nek način si povzročil tisto, kar nisi hotel. Ne? Tako da neko mehkobo, razumevanje, modrost, da rabiš vse sile v življenju, glih prav. Ampak bil je še drugi del vprašanja, kaj misliš, da bi v Sloveniji moglo se zgoditi? Sej, to, kar sem rekel, da bi se res vprašali, kakšno okolje želimo ustvariti za podjetništvo, a nam je podjetništvo kul, evo tako. Ja, ok. Mogoče nam je tako jasen odgovor, ja, mogoče bi eni rekli, ne, to ni v redu. Pol moramo imeti debato, kako si vi predstavljate svet, pa dobrine, kdo bo to ustvaril, a ne tako. Ampak sej, to so take debate, ki ne prideš do konca, ampak je treba imeti ta družbeni ples, da nekje na sredini pristanemo, ne? Da ne uničimo vsega. A to si tega Antokota vprašal? Kaj točno? To, a je kul imeti podjetnike? Ne vem, če sem ga točno to vprašal, ampak se mi zdi, da je on dostikrat poudaril, da podjetnik brez delavcev ni nič. In veliko je dajal zaslug
na delavski aspekt podjetja. Jaz sem hotel prikazati, da rabiš obe stvari. Rabiš podjetnika, ki zna zorganizirati delavce, in rabiš delavce. In rabiš kapital, kar tudi podjetnik ponavadi ali se zadolži, ali svoj kapital da. Ampak se mi zdi, da je on bolj razume to tako, da delavci večino zaslug bi mogli imeti. In jaz ne vidim sveta tako, se je tako zelo enostavno. Ne vidim do zdaj v življenju, ko sem gledal sisteme, tudi v razredu, ko smo bili, eni so delali, eni niso delali. En je mogel se postaviti pa reči, jaz bom vodja te seminarske naloge, in on je mogel pušati. Ja. In malo več je tvegu, malo več je dela, malo več je tako, ne. Eni pa bojo pač manj, ne, ampak se mi zdi, da je to naravno. Tako da mogoče tukaj se nisva čist razumela v tem pogledu na sveta, ne. Jaz mislim, da moramo imeti neko socialno mrežo, varnostno. Noben si ne želi gledati ljudi, ki so lačni, trpijo, so nesrečni. Ampak imamo mogoče samo drugačne ideje, kako pridemo do tega, da revščina ne bo več obstajala. A veš, kontroverzno je, če rečeš, več podjetništva rabiš, več biznisa, več inovacij, več kapitalizma, da boš revščino rešil. To je kontroverzno reči, ampak tako verjamem. Bojo pa večje razlike, to je pa druga debata, ne. Kako definiraš revščino, ne. A zdaj je nekdo v družbi, ki je ful bogata, pa so razlike velike, on je reven napram višjemu sloju, ne. To je pa pol psihološki aspekt, ki ga moraš reševati, da ti družba ne kolapsira zaradi prevelikih razlik, ne. To tudi nočemo, a ne. Nočemo imeti samo milijarderje pa delavce, ne. Tako da to mora biti nekako razporejeno in Slovenija je tako, ne, po vseh metrikah. Slovenija, Ginijev koeficient je en najmanjših v Evropi. In se mi zdi, da imamo te pogoje, a ne, da vsakmu damo možnost, da je podjeten, da naredi, če hoče nekaj več, da naredi več in da ima tudi pol več. Ne, da mu pol večino vzamemo, a ne. Ampak to je, ja, ideološko pa filozofsko drugačen pogled na svet in prav je tako, ne, da se mi najdemo nekje na sredini. Politika je pa vedno slaba, mislim, ne vem, slabe energije so, no. Ja, sam je edini trenutno, ne, način, da pa mogoče res kaj spremeniš. To se pa ne strinjam. Da spremeniš, ne vem, davkov ne moreš spremeniti, če ne greš v politiko, ne. To je res, ja. Tako, iz tega vidika sem mislil. Lahko več zaslužiš, ne, pa si pokriješ in davke. Ja, no sej, nisem mislil, da samo preko politike lahko spremeniš, ampak kako bojo pa zakoni napisani, pa ta neka pravila gospodarska, je pa pač skozi delovanje v politiki, ne. Ja, sam je to tako. Meni je že zdaj tako neprijetno, ko govoriva o tej tematiki, ker sem tako večkrat razmišljal, mogoče Klemen je dobro, da se sam fokusiraš na svojo ozko stvar, nek biznis in rečeš, jaz tukaj probam nekaj dobrega narediti in zaslužiti, in da zaposleni ful zaslužijo, pa še nekaj dobrega za družbo ali pa ne slabega, in to je dovolj. Ja, naslednje in pol je tisto vprašanje, kako biti srečen, in to je dovolj. Ker to so preveč kompleksne stvari. Ne? Ja, se strinjam. No, bi se posebno navezala malo na to tematiko, ker Majo zanima, kakšno je vajino mnenje o trenutnem dogajanju v svetu, predvsem to 3. svetovna vojna, če verjamete, da je to možno, da se zgodi. Mislim, možno je, seveda. Heavy dialog, stari. Ja, jaz mislim, da tako, mogoče sem bil nekaj časa nazaj, ne vem,
ko se je COVID začel, pa takrat, ko se je začela rusko-ukrajinska vojna, sem bil tako mal, ne vem, prav mogoče malo depressed zaradi tega, ne. Ampak spet pa tako, ko bereš neko življenjsko zgodbo nekoga, ki je dal čez 20. stoletje, ne, tako, kaj se vse dogajalo, a veš, tako, zdaj imam jaz neki vpliv na to, a se bo zgodila tretja svetovna vojna, nimam ga. Tako res nimam ga, ne. Zdaj lahko bi nekdo tule, ja, pa lahko ti s svojim delovanjem, ne, lej, nimam, no. Nimam te zdaj možnosti in če se to zgodi, bom jaz samo pač neka oseba na svetu, ki bo v to porinjena. Osebno se mi zdi vsakršen koli vojaški spopad ful nesmiseln. Tako to, kar se dogaja po svetu, me zelo tako, to me žalosti, ampak po eni strani se pa tudi probam mentalno dejansko od tega odmakniti. Ker se mi zdi, da ni, in pol tako razmišljati, ne, bom se na neko svojo stvar fokusiral in za tem svojim delovanjem, ne vem, bil zgled in je biznis ful bolj vseeno miroljubna stvar, čeprav gre za tako, kako se reče, tekmovanje in imaš konkurenco, ampak vseeno ne pobijamo zdaj, ne, prav, ne samo metaforično, ampak prav dejansko ljudi. Pač tekmujemo na trgu, ne, probamo boljšo narediti, ne vem, boljši marketing, boljši produkt, enostavno nekako boljšo stvar in damo to na trg in pol si nekako rečemo, bo trg odločil. In ja, to vojskovanje, no, se mi zdi tako zelo primitivna stvar. Vem, da se pač dogaja in verjetno se bo še naprej dogajalo, ampak da bi imeli nek tak velik spopad, ne vem, tako kot je recimo bila druga svetovna vojna, ne, totalna vojna, se prav s civilisti in do porušenja mest in tako, sploh pa ne vem, uporaba jedrskega orožja, pa tako, no, želim si, da se to ne zgodi, če se bo pa to zgodilo, pa vem, da ne vem, tako nikoli ne bom nekako čutil verjeten, da sem jaz imel kakšno možnost nekaj to preprečiti ali pa ne, nekako na to ključno vplivati. Ja, ne vem, nekako še vedno tako verjamem, da do tega ne bo prišlo, ker verjetno je jasno tistim, ki imajo to moč, da je tekma na trgu boljša vojna, ne. Kakor totalna vojna, da uporabiš jedrsko orožje, ne. Pa še to, a veš, včasih vojskovanje, ne, če gledamo, ne vem, čisto od začetka civilizacij, pa ne vem, srednji vek, pa tudi vse te vojne, ki so sledile, so bile nekako boj za ozemlje, pa za nadvlado v nekem ideološkem smislu, ne, a širim zdaj vero, a širim, ne vem, neko svojo ideologijo. Ko smo pa mi izumili jedrsko orožje, se mi pa zdi, da smo prišli do konca te igre, če lahko temu tako rečemo v narekovajih, ne, si v bistvu dobil končno orožje, s katerim lahko čisto totalno uničiš, zdaj, ker je toliko jedrskega orožja, pač cel svet, ne. In pol je konc igre, vseh iger je pol konc. Nimaš niti verskih več, tako, če greš v neko jedrsko vojno, tako totalno, je pač konc vsega, ne, in ne vem, kdo si predstavlja v tej vojni teoriji, da uporaba jedrskega orožja ima sploh še kakšno pol prihodnost za katerokoli stran, a ne. A veš, to je tako, kot da, ne vem, igrava midva neko igro in ima nekdo, ne vem, a veš, to je tako, kot v fuzbalu, da bi ena stran, ne vem, imela nož in bi lahko žogo prebila. Ker pol je konc, mislim, ne moreš več s preluknjano žogo ne moreš igrati več fuzbala. A ne? In to je nekako tako prispodoba
da z uničeno zemljo, kjer je jedrska zima, ti ne moreš nič početi in je konc, življenja je konc. Tako da, upam, da do tega ne pride. Če pa do tega pride, pa je to samo še eno poglavje novo v človeški zgodovini, ne, ki je že tako zelo krvavo. Ja, se čisto strinjam z vsem. Veliko sem razmišljal o organizmih na splošno, pa kako smo mi skupaj. Mi smo zdaj, če gledaš planet Zemlja, ne, pa celo človeštvo, mi smo zaradi vseh teh povezav, ki jih imamo, neke so trgovske povezave, pol so internetna povezava. Tako tudi čutimo se, a ne, na neki ravni, če je nekdo žalosten ali pa nesrečen, vpliva to nate. Prek ekosistemov si povezan, ne? Tako, ja. Se pravi, evolucija nas je nekako naredila je vsakega posamezno, osebek, ampak skupaj ti sam ne moreš preživeti, pa rabiš druge, ne. In to je recimo en organizem. Organizem je recimo tudi tvoje telo in včasih znotraj tvojega telesa začnejo neke celice se obnašati destruktivno do organizma. To so recimo rakave celice. In v bistvu ne, rakave celice se nenadzorovano širijo in potem imunski sistem reče, bom se začel boriti proti svojemu organizmu. Ne? In se v bistvu sam sebe v bistvu uničiš. Sej, hotel sem to reči, da obstajata dve vrsti delovanja katerega koli organizma. In en je konstruktiven, en je pa destruktiven. In to ful zadnje čase razmišljam o teh dveh energijah. Katera igra je konstruktivna, katera igra je destruktivna, katera moja akcija je konstruktivna ali pa destruktivna. In čez to lečo lahko gledaš na celo življenje. Ne? In vojne, pa sovraštvo, pa tabori, pa v bistvu vsa ta negativna čustva, ki so pod tem, ki so na tej piramidi, na tej spirali, ki greš dol pod nič, ne, so destruktivna. Mogoče kdaj je jeza konstruktivna, zato ker ti pomaga se zaščititi, ali pa nekdo te napade, pa ti pol z neko to negativnim čustvom zaščitiš sebe, svoje bližnje in podobno. Ne. Tako da ni čisto vedno res, ampak po mojem se moraš to paziti, kdaj zapadeš zaradi vseh novic, ki si jih deležen prek poročil dnevnih ali pa novičarskih portalov ali pa X-a v destruktivne smeri. Vidiš črno svet ali pa črno-belo, ti si na pravi strani, na drugi je na slabi strani in uničuješ tako svoj life najprej in pol, ko imaš ti svoj life uničen, ali pa psiho, začneš avtomatsko uničevati psihe pa življenja drugih ljudi. In protivtež temu je vedno ljubezen, ne? To je konstruktivna sila, da ti se zbudiš pa rečeš, jaz bom zdaj eno akcijo naredil za drugega. In to je spet na prvo vprašanje, ne? Ko si fokusiran nase, se ti bo sreča izmuznila. Ko probaš dajati, pa deliti, pa biti konstruktiven, če sam to uporabim besedo, konstruktivnost, boš imel boljši life in boš nesposoben delati takih stvari, o katerih govorimo. In ne vem, se mi zdi, da je določen del sveta prepojen pač s temi energijami, destruktivnimi. In najboljše ponovati tako zapreti te stvari in si izbrati konstruktivno stvar, ki jo imaš v kontroli in jo sam delati. Vsega pa ne boš mogel popraviti. Ker ti pol rataš destruktiven. Amadeja zanima, če imate namen napisati še kakšno knjigo, Klemen, oziroma Andrej, če imaš tudi kaj v planu. Ni časa. Sigurno ima Andrej. Ja, zdaj trenutno nimam tega v planu. Ampak si predstavljaš tako, a bi lahko umrl, da ne bi napisal knjige? Ja, super. Bi, lahko bi. Ne, nimam to toliko izrazito. Zdi se mi ta ideja zelo taka zanimiva, samo ne vem, res ne vem, če bi imel voljo pisati.
tako dolg. Tako predstavljam si tudi ti, ki si svojo knjigo pisal. Spomnim se enega pogovora, ki si rekel, koliko moraš vsak dan zdaj napisati, Ja, da boš ti strok, ne? ja. Sem bil tako, ne vem, če bi jaz to. Mogoče, kar bi mene bolj zanimalo, ali pa me malo bolj vleče v to smer, je, da bi več dokumentiral svojega življenja. Zase. Tako v nekih video, no, tako. To se mi zdi boljši medij. Vse to delaš? Ja, se to na nek način delam. Nisem, ni tako aktivno, veš, se jaz s tem toliko ne ukvarjam, ampak ne vem, kdaj se mi zdi tako, da so bili kakšni, ne vem, ali zanimivi dogodki, ali pa neki doživljaji, no. In sem tako, če bi imel neko snemalno ekipo, veš, da bi to snemala iz drugih kotov zornih in bi bilo zanimivo kaj tazga dokumentirati. Tako da, mogoče kaj tazga v prihodnosti. Knjige pa, ne vem. Veš, mogoče bo enkrat AI, pa bom rekel, vse, kar sem jaz povedal, dajva neko knjigo sestaviti in Aha. zdaj že gledajo, ko sva govorila prej o politiki. So prišli malo počakati. Tako da, Kaj pa ti? Ne vem, zdaj nimam v planu, ampak vidim možnost, da se bo to še kdaj zgodilo v življenju. Ful mi je bil lep proces, ko si sam sabo, pa moraš povezati misli, pa jih dati v smiselno, kakor za koga, tebi smiselno celoto, da urediš svoje misli. Pa to, da neko težko stvar, res to pa res neki preverjajo, prav krož. Mogoče išče pristanek. Ja, vse klej lahko pristane, po moje. Kaj sem rekel, da mi je bil Proces tega. proces, ki je težek, a ne tako, kot si rekel, ko sem enkrat omenil, da koliko moram na dan zdaj jaz napisati. Ja. Ne? In to se ti zdi nemogoče, veš, da je mogoče, ampak nepredstavljivo se ti zdi. In pol to narediš in že sam ta klukca, Ja. da si neko tako težko stvar naredil, ti da ful zadovoljstva. Tako da mogoče je, ne vem, čez 30 let, ne vem o čem, ne vem kaj, ampak ja, dober proces je psihološko pisati. Tako, urejati svoje misli. Ja, to se pa strinjam. Sej, zato ful folka dnevnike piše, ker res, kad ti daš na papir. A piše ful folka dnevnik? Mislim, relativno velika, ne zdaj večina, ampak tako popularno je, se mi zdi, v kakšnih krogih, da dnevnike. Poznal sem ful žensk, ki so si pisale dnevnike. Oziroma celo bi jaz rekel ne vem, a ti pišeš? Ker sem bila mlajša, ampak zdaj ne. Ker si bila mlajša, ja. Ampak tudi starejše ženske, ki sem spoznal, večina si jih pisala neki. Ja, nek dnevnik, zvešček in ne dnevno, ampak mogoče enkrat na teden neka refleksija o tem, kaj se ti dogaja. Se mi zdi, da sem kar pogosto krat videl. Okay. Ja. Pa imaš pa te fante, ki mogoče jih malo ta stoicizem zanima, pa malo postavljanje ciljev, jutranji ta journaling, jutranje beleženje ali pa postavljanje ciljev ali pa počutja. Se mi zdi, da je tudi ful raziskav o tem. Ja, to pa je. Da je to dobro delati, pisati. Zdaj pa, da potešimo še malo želje, oziroma radovednost, petrolheadov. Koga? Petrolheadov. Ja, petrolhead. Ja, zelo jih zanima, Andrej, kaj je zdaj s tem Lamborghinijem, pa kjer bi bil tvoj sanski avto. Ja, se to sem res velikrat že povedal. Jaz sem... A vidiš, da ne gledajo vseh? Ne gledajo vseh, ja. Pa se pa mi ponavljamo, ne? Povzela sem, ker jih je bilo res precej, no. A res? Ja. O avtih? Ja. Pa moški pišejo to? Tudi ženske.
A res? Ja. Te imajo, ne? Ja, Zgleda, nisi sam v teh sferah, ne, to da je full folku všeč, Ne. so avti. Ja. Avti so še vedno. Ja, avto je, mislim, da zelo. Jaz mislim, da je tako zdaj. Še vedno je po mojem najpomembnejši predmet, ki ga ima folk telefon. Tako, to je najbolj tako intimna stvar. Ja. Veš, če te povzame nekdo telefon. Pol bi pa jaz rekel, da je za veliko ljudi je avto druga stvar. Ker jim predstavlja neko svobodo, možnost gibanja, veš, za mnogi ljudi je to tako, lahko delajo, grejo v službo s tem, grejo Ampak statusni simbol tudi statusni simbol. Tako da avto, jaz mislim, da v naši družbi še vedno ima je še vedno družba okrog tega sestavljena, ne, saj takrat, ko stoji ljubljanska obvoznica, so teme na Redditu in se folk krega okrog tega in ta transport z avtomobilom je še vedno, kako se reče, cornerstone of western world, se pravi, zahodni svet, pa tudi drugje obstaja zaradi avtomobila. In avto seveda lahko predstavlja tudi nek predmet užitka, oziroma da ga nimaš samo za transport, ampak da ga imaš za vikend izlet. In ja, za mene so italijanske znamke že od nekdaj neka stvar poželenja. In na vrhu je Lamborghini. Trenutno nimam avta, ker imam fokus na drugih stvareh. Daj si en bombonček vzamem. Pol pa imam pa namen, mogoče celo v bližnji prihodnosti nekaj si kupiti. Gledam market skozi, ampak trenutno ni enega tazga. Mogoče je samo eden zdaj avto, tam imam ene 15 avtov parkiranih na mobile, ki je tako čist, da bi rekel, vse na tem avtu mi je všeč, a veš. Aha. Specifikacija, se pravi, kakšne barve je in tako naprej. 15 takih je, ki ti je vse všeč. Ne, 15 takih imam v ožjem izboru, ampak samo en od teh je pa čist, da mi tako niti malo ni kaj narobe. Tako da Pa si zaljubljen. težko je, ja, sem, ja. Tako da težko je priti čist do tega. Če bi pa zdaj nov avto mogel kupiti, pa ni avta, ki bi mi bil čisto totalno všeč. Lamborghini ima neke, tudi zdaj so šli v pač hibridno smer in mi se pravi, če bi zdaj šel v salon in bi si mogel nov avto spekati, bi raje enega starejšega imel, no. Tako. Se ti zdi, da ta stvar, ki je tebi všeč, malo zgublja ali pa gre stran v zgodovino? A veš, samo vozeči avtomobile bomo imeli, Ja. pa ljudje bojo mogoče rentali avte, da bo kao Uber ga poklical, pa Ej, bo to sej šlo malo v- tako kot konji. Ja, veliko, kako bi temu rekel, veliko človeških dejavnosti lahko mi opišemo z neko krivuljo in rečemo, tukaj je bil pa pik, se reče, ne, vrh. A veš, ne vem, za glasbo se reče, ne vem, rock'n'roll je imel pik takrat. Ali pa filmska umetnost, to je bila zlata doba, ne. In jaz mislim, da zlata doba avtomobilizma je bila med 2000 pa 2015. A toliko pozen? To, mogoče malo še v 90-ih, Aha. ko si imel avte še toliko analogne, da si se čutil bolj povezan z avtomobilom. A veš, ko več elektronike pa več računalnikov v avtu pomeni, se pravi tako, ne, avto je nekaj, ki ima stik s tlemi in ti držiš volan in ti hočeš čim bolj biti povezan s tlemi.
In več, ko imaš nekih mehanizmov vmes, pa nekih enega softvera, Pomagal. pa tega, bolj si ti odmaknjen od tega. Ne? Mhm. In starejši avtomobili imajo manj tega, in zato se reče, da so bolj analogni. In tudi občutek vožnje takih avtomobilov, ne vem, vsaj meni osebno je boljši. A ne? Te moderni avti, ne vem, avti te generacije zdaj, imajo pa zelo veliko elektronike, ja, nekateri so celo električni in imajo seveda performanse boljše, ne, če hočeš zdaj najhitrejši krog na dirkališču odpeljati, bo moderni avto boljši, kot en starejši, ampak užitek v vožnji bo pa boljši z nekim starejšim avtomobilom. In ja, tega ni več, ne. Se pravi, zdaj, če bi jaz mogel nov avto kupiti, bi dobil drugačno izkušnjo, kakor v avtu, ki je bil delan, ne vem, leta 2005, a ne. A veš, že to, da je zdaj v bistvu smo že prišli v to, da če hočeš avto z ročnim menjalnikom, ne, Mhm. je to nekaj ful drago. A ja, drago je. veš, ne. Dražji kot avtomatski. Ja. Se pravi, ne vem, wow. če hočeš zdaj, kaj jaz vem, že nek Porsche, ne, da ima pač ročni menjalnik. A veš, tudi te ful dobre avtomobile, GT3 RS, nima sploh ročnega menjalnika, ne. Ker je pač enostavno avtomatski je boljši po performansah, ampak občutek v vožnji, ne, se pravi to, da ti tudi obe nogi uporabljaš, a ne. A veš, moraš več telesa moraš spet in spet smo pri gibanju, ne. Mhm. Tam imaš roke skozi na volanu, ne, če imaš prestavno ročico, moraš spuščati volan in več se dogaja v kabini in to je mnogim všeč in tudi meni je to zelo všeč in ja, pol je treba posegati po starejših avtomobilih, ne. Tako da, ja, ta pik bomo videli zdaj, a pride nazaj, ne. Pol imaš pa te znamke, ne vem, Koenigsegg ima zdaj nek avto, model, ki ima ročni menjalnik, ki v bistvu lahko sam prestavlja in ti lahko z ročnim prestavljaš, ali samo ta avto je, ne vem, 3 milijone, ne. Tako, se pravi, tudi vidim to, da manj zaslonov, ki imaš v avtomobilu, več boš mogel za to plačati, a ne. Ker Mhm. zdaj je bolj lažje je dati nek poceni zaslon not, kakor narediti nek lep, a veš. Pa gumbke pa. Tako. Ja, make sense. Ja. Ja. Ker je lažje software spisati, tule naj bo ta gumb na ekranu, kakor narediti taktilen gumb, a ne, ki se premika. Tako da, ful zanimivo, no, tako da večji minimalizem pa bolj avtentična, analogna izkušnja z avtom bo vedno dražja. A veš, ker tudi starejši avti na neki točki pač, sploh športnim, eksotičnim avtomobilom, pač cena pada, pa na eni točki pa začne rasti, a ne. In zdaj mogoče neki avti iz 90-ih, ki so tehnično ful je nek, ne vem, Hyundai i30 boljši od enega Ferrarija iz 90-ih, ampak je Ferrari iz 90-ih zdaj milijon, a ne. Redkost, ja. Ja. Jaz klej nimam kaj za. Imam avto, všeč mi je, vozim se. Okay. Kot vodji, kaj bi rekla zase, da so zaenkrat vajini plusi in kje vidite priložnosti za izboljšave? Kot vodji? Ja. Aha. Ma ne vem, jaz bi rekel, jaz bom za Klemna povedal. Super. Ja, jaz mislim, da njegova prednost so njegove izkušnje z tem, da je toliko časa preživel v kreiranju nekih digitalnih izkušenj in zelo dobro razume in zelo hitro vidi lahko, kaj bo delovalo pa kaj mogoče ne bo delovalo. In ful dobro je imeti takega človeka, ki toliko dobro tudi razume človeško ali pa, ja, človeško psihologijo in kako se obnaša v odnosu z nekim digitalnim produktom. In ja, njegova ta naravnanost, da v bistvu se noče ukvarjati z nobenimi stvarmi, ki bi vplivala na
to njegovo sposobnost ali pa to, da ima energijo pa čas, da razmišlja na dolgi rok, kam stvari grejo, recimo v AI-ju, pa v tem, kako bo folk, kakšno interakcijo bo imel z AI-jem. In to se mi zdi neka konkurenčna prednost, ki jo imamo mi, ker če Klemna ne bi bilo, ne vem, pač bi imeli tukaj nek manko, ne. Ne vem, kaj pa bi bil neka pomanjkljivost ali pa kjer bi se lahko izboljšal. Pa iskreno ne vem. Ne vem, bomo videli, mogoče, če bomo prišli enkrat na neko točko, kjer se bomo fundamentalno, ne vem, ali se fundamentalno ne bomo strinjali o ne vem, ali prihodnosti, ali razvoju produkta, ali ne vem, mogoče kaj narediti, kaj iti naprej delati, kako bomo to komunicirali med sabo. Ampak ja, trenutno tako vidim, da bi si težko zamislil boljšega co-founderja, no, za to našo firmo, ki jo imamo. Ja, enako, thanks. Ja, midva sva se po moje glih prav našla, to vedno bolj verjamem pa vidim, ker sva si toliko različna. Različna sva si predvsem v temu, da ti si ful natančen in zato si malo prevzel te finančne stvari, pa tabelce, pa te aspekte, ki so nujno potrebni, da v kaosu podjetje ne umre. Se pravi, tako jaz vidim, jaz sem bolj v kaotičnih energijah, ti si bolj v energijah reda in če si v enem ekstremu, stvar umre. Če si preveč v redu, se ne boš premikal, umreš. Če si preveč v kaosu, boš kolapsiral. Ne boš imel denarnih tokov, ne boš vedel računi, kje so, vse bo mesa. In midva sta se glih tako nekako našla, se mi zdi, ker sva toliko različna, da sva hitro prijela vsak za svoj del v tej zgodbi. In to se vedno bolj kaže, tako kot sem prej rekel. Vedno bolj greva tudi stran, pa ti imaš ful izkušenj z marketingom, tako da si bolj to ekipo prevzel, jaz s produkti in se je super išlo. In pa sva rabila še nekega tehničnega co-founderja, ker to, da se neko podjetje brez tehničnega founderja začne, to je zelo redko. In midva sva takrat vedela, da to je najna ful velika slabost. Ponavadi je tako, imaš Steve Jobsa, ki je vizionar, pa ni tehničen, pa imaš Wozniaka, ki je samo tehničen, pa ne zna nič prodati. In ona dva sta skupaj uspela to narediti. Midva sva pa oba prodajala stvari, pa tako. In nismo imela teh tehničnih aspektov. In smo mogla na začetku najemati zunanje. In tako smo tudi prišli do Tjaža, ki je zdaj co-founder. Oziroma, ne vem, če se tako reče, ampak ja, je tehnični šef. Tehnični šef, ampak hočem reči, da je equity owner, se pravi, ima deleže podjetja. In to je bila zelo dobra, v bistvu ena boljših odločitev, ki sva jih naredila v sklopu vseh teh odločitev. Ampak ja, za tebe bi rekel ta organiziranost, pa mirnost, pa komunikacija z člani naše ekipe, to si tudi bolj naravno prevzel. Za slabost pa ne vem, če bi mogoče to, da si malo kasneje kakšne stvari videl, ki bi jih lahko ti odložil. Da bi jih odložil nekomu drugmu. Ja, res je. Ampak se to ni bilo zdaj spet tako drastično. Ampak ja, vedno bolj razmišljam, dosem sva z svojo neko osebnostjo pa sposobnostjo uspela pripeljati. Lahko se na nekih nivojih vse spremeni, pa midva ne bova kos temu in bojo najine pomanjkljivosti, ki jih imava. Sigurno, ja. Sigurno, tako kot ima vsak. Prišle bolj do izraza. Ampak zaenkrat zdaj ne vidim, to si dobro rekel, ja. Pizda, da bi Andrejeva neka pomanjkljivost
delala res štalo, ampak lahko na nekih nivojih ta moja kaotičnost, pa bo, ne vem, 30 ljudi, pa bom jaz kolapsiral zaradi tega, ker ne bom zorganizirana. Ne? In mi bojo iz rok uhajale stvari, ker zdaj mi ne čutim, da bi mi, ker je mala ekipa. Tako da to bo zanimivo videti, kaj moraš sebe upgradeati, če hočeš upgradeati projekt, ki ga delaš. In je to tudi osebnostna rast zraven. Tako da se veselim vsega tega. No. Ja, tudi jaz, Kaj želite doseči z Astro AI, preden boste začeli razmišljati o exitu? Ali gre za neko število uporabnikov, ali je monthly recurring revenue, ali je annual, ali sploh že razmišljate o exitu? Ja, jaz iskreno ne razmišljam o exitu. Všeč nam je naša vizija, ker se mi zdi, da je zelo dobra. Se pravi, radi bi naredili to spremembo, da preko tega zdaj vmesnika, ki ga imamo, se pravi v nekem digitalnem svetu, da lahko vsak posameznik dobi tutorja oziroma nekoga, ki mu pomaga v procesu učenja, česarkoli. In mi je všeč, da delamo na tej viziji in to pomeni, da lahko dejansko spreminjamo svet zaradi tega. Mogoče bo v eni generaciji se to spremenili in bo dosti bolj normalno to, da pač ti govoriš z nekim botom oziroma z neko umetno inteligenco, ko nečesa ne znaš, ko rabiš pomoč, ko bi se rad nekaj naučil in bo pač to nekaj novega in ko bojo ljudje gledali nazaj, bojo se spraševali, kakšen je sploh bil svet, preden je obstajal tutoring z umetno inteligenco. Tako kot zdaj težko si je predstavljati svet brez interneta. Mislim, da smo zdaj vsi na neki tej točki, ko dosegamo neko rast in tudi to je na nek način neka stvar, ki te zasvoji in te zanima, kam pa lahko zdaj to gre. In je ta radovednost ti daje nek zagon pa motivacijo. In pa se jih ne sprašuješ, če pa zdaj pridemo do sem, pa mogoče ne bom več toliko motiviran, ker trenutno je tako, da dobivamo zelo veliko uporabnikov, rastemo in v bistvu vsak dan se znova ta cikel zgodi, ko vidiš, koliko si prejšnji dan naredil in to je nekako gorivo za naprej. Ne vem, kako ti to vidiš. Ja, sekle smo itak posinkani, ker se veliko o tem pogovarjamo, da nima eno idejo, jaz bi šel ven pri temu, drug ima drugo, pa. Tako da to se veliko pogovarjamo. Ampak tako generalno, če sem malo bolj filozofski ali pa tako duhoven, se mi zdi, da ta Astra projekt kar hoče sam obstajati. In je kar sam naredil tako, da obstaja. In tudi sam sebe naprej pelje, ker nimaš kontrole v večini stvareh, ki se zgodijo. Nimaš kontrole in vedno manj je kontrole, se mi zdi. Pride nek nov zaposlen in ima neko svoj doprinos in popelje to v neko svojo smer. In tako jaz sam probam to opazovati in videti, kam bo ta projekt hotel iti. Projekt smo itak mi, ki ga kreiramo. Projekt je uporabniki, ki ga uporabljajo. Oni ga bojo tudi kreirali s svojimi feedbacki. In to je v bistvu neka taka alkemistična zmes, ki se sama ustvarja. In jaz bi rad sam videl, kam bo hotela iti. No, tako. Ja, fudar. Okay. Kako da se vama Jani ni pridružil? A ni hotel, a je zavrnil? To smo ugibali malo na začetku. Okay, je že. Ne si ljudje sami. Okay. Ga pa pogrešamo. Ja. Okay. Viko zanima, kako imate kaj plane za širitev ekipe Astra AI, pa če boste še kaj dodatno zaposlovali. Trenutno zaposlujemo? Ja, trenutno zaposlujemo back-end, front-end, developerje, developerke. Ful študentov smo zdaj
dodali, mislim, da 12, verjetno se bo to nadaljevalo. Tako da, mislim, tako bi jaz rekel, veliko ljudi nam piše, mladih, in če imaš željo, pa pripravljenost, pa motivacijo, pa neko vizijo, pa strast, pa neko silo znotraj sebe, ki te žene v to, da bi rad nekaj konstruktivnega naredil, znotraj projekta Astra se vedno bolj odpirajo možnosti, kje bi lahko doprinesel. Sam dosti ljudi je tako, jaz bi nekaj delal, a imate kaj? Ja, mislim, pol na mene da breme. A zdaj hočem ti pomagati, ampak koliko bom zdaj jaz energije porabil, da bom najdu za te mesto. Lahko pa spremljaš stvar, pa vidiš, kje ti kot sestavljanka pašeš v to celo puzlo, nekako se reče, celi sestavljanki. Se pravi, ti kot puzla v celo sestavljanko. Ja. Tako da verjetno bomo vedno iskali dobre, konstruktivne, ustvarjalne ljudi, ki hočejo biti zraven. Ja, za Astro se lahko ustvarja vsebine, tako da tukaj mladi, ki mogoče je malo več mladih, ki to poslušajo, širitev imamo, namen imamo se širiti v praktično vse evropske države na začetku, tako da zdaj Astra je tudi na voljo v mnogih drugih jezikih, oziroma v tujih jezikih, in v teh za tuje jezike se lahko ustvarja vsebine in pomaga v bistvu marketirati oziroma tržiti Astro na tujih trgih. Tako da tukaj je veliko priložnosti. Zjutraj sva se z Davidom pogovarjala, da je on tako tudi prišel, ker sem jaz rekel, sva si že prej nekaj pisala, pa sem mu pol direkt rekel, hočemo nove markete, a bi prišel pomagati. Tako da, ja, je pa ta neka lastnost samoiniciativnosti pa neke ambicioznosti, zagnanosti zelo zaželena. Se pravi, ta organizem ni tak, da ti povemo, kaj delati, ampak smo zelo veseli, če prideš pa ti poveš, kaj bi delal, in če to paše v naše delovanje, se bo verjetno našlo mesto. Tako boš sam v bistvu bil ta kos manjkajoči v tej sestavljanki. Tako da ja, spremljite mene, Klemna, naše objave, in če opazite, ali pa če tudi mislite zdaj, da se da kaj doprinesti, veste, kje nas lahko najdete. Glede na zasedenost me zanima, kam v dnevu umestite čas za spremljanje novic in novosti na področjih, ki vas zanimajo. Na WC-ju. Na WC-ju tistih par minut, parkrat na dan, in tako, to se mi zdi, da takrat se seznanim, mogoče kaj se dogaja. Pa mi interno si pošiljamo. Ja, tako je. Interno tudi smo. Vsak je verjeten član parih skupin različnih in pol nekje malo več politike, malo več tehnologije, ne vem, avtomobilizma, in tako se zve. Ja, se mi zdi, da smo tako zadnje 2 tedna smo dali 2 prestavi višje, ali nižje, kako se reče, ker se hitreje. Ja, nekaj pospešek, nekaj pa hitrostne. Ampak da smo dali višje in sem manj spremljal novic, ker je toliko bilo za delati in mi je bilo to boljš, in sem kar občutek imel, da sem malo padel ven. Ampak ponavadi pa dan začnem s tem, da pogledam X, se pravi Twitter. Imam že tako pofollowan, da dobim prave stvari. Pa zvečer, pa namesto da gledam Netflix, jaz pač gledam YouTube, AI stvari, jem kokice in mi je najboljš. Mislim tako, to so moje večeri in ko mi čakam, vidim čez dan, neka polurna stvar je prišla, nova, od nekega komentatorja na YouTubu, ki ga pač spremljam, in komentira AI novico, in ko mi čakam, da bo večer, ker se vse konča, in si naredim kokice sam,
Kolozerov si odprem in grem tako na kavč in si dam to pol ure in sem srečen. Evo, Ja. to je sreča. Zdaj trenutno pač. Nimam kaj. Tjašo zanima, kako naj kot študentka pri upravljanju študentskega dela po eni strani ceni svoje znanje in sposobnosti, po drugi strani pa dela ponižno in je hvaležna, da jih sploh plačajo. Ker meni, da je težko najti sredino, da delaš in si hvaležen za neko priložnost, po drugi strani pa da te ljudje takoj, ko se da, začnejo tudi izkoriščati. Hvala. Ja, ne vem. Če misliš, da te nekdo izkorišča, ne vem. To je zelo ena taka osebna stvar. Jaz nisem imel nikoli občutka, da me kdo izkorišča, sem pa vedno si želel biti več plačan za svoje delo in pol sem se spraševal, kaj lahko, ne vem, a lahko nekaj več, a lahko kaj drugače delam, a lahko kaj drugega delam, a lahko vprašam. Ne vem, nikoli v bistvu, tako tudi študentska dela, ki sem imel, sem vedno bolj razumel, da so samo menjava res časa mojega za neko plačilo. Ker so tudi bila taka dela, v katerih se jaz nisem videl, da bom, ne vem, delal jih na dolgi rok. Sem bolj tako jih smatral, okej, kot študent, ne vem, bi rad nekaj zaslužil in tistih del nisem smatral kot, da mi bojo koristila v karieri. In mogoče je bila to neka napaka, ne, mogoče bi lahko že takrat, ko sem študentska dela imel, več takih del si našel, ki bi bila v smeri, ki me zanimajo, ampak takrat me je bolj zaslužek zanimal, tako koliko na uro lahko dobim in ni bilo toliko pomembno, kaj delam. Nisem pa recimo nikoli kelnaril, nekaj zelo tako popularno, ker to mi je pa tako bilo, to pa nam delo, ne. Tako da, ne vem, to tudi mladim rečem, ne, probi najti nekaj, ki misliš, da bo, ali pa ki te zanima, pa se boš bolj premikal proti karieri, ki jo želiš. Ni pa po mojem nič narobe, če kdaj delaš kaj, ko ugotoviš, da ni zate, ker tudi ugotoviti, kaj ti ne paše, je del tega, da prideš do tega, da ugotoviš, kaj bi pa rad počel. Tako da, ne vem, to je neko moje mišljenje. Ja, mislim, če imaš izkoriščevalca, moraš na drugi strani imeti žrtev. Ne? In jaz mislim, da je vloga žrtve najslabša stvar. Mislim, najslabša vloga, v kateri si lahko. Ok, zdaj tako, svet je krut, pa včasih si res žrtev. Ampak v primerih, kjer imaš ti izbiro, pa še vedno si žrtev, probi biti ven iz te situacije, ali ne biti žrtev, pa ostan tam, ali pa zameni pozicijo svojo, kjer si. Ne. Jaz sem delal v gostinstvu in jaz nikoli, dajmo tako reči, jaz sem njim več dodane vrednosti prinesel, kakor so oni mene plačali, ampak to je vedno v biznisu. To more biti tako. Zato, ker ta delodajalec vzpostavi neko okolje, v katerem ti lahko sploh dodano vrednost na taki ravni prineseš in on bo pač malo več vzel, kakor si ti dejansko prinesel. To je čist, se mi zdi, da taka ekonomska realnost. Ampak kljub temu, da sem to vedel, jaz tega nikoli nisem označil, jaz sem izkoriščan, zato ker jaz bi lahko pustil to službo, pa šel nekam drugam. Ne. Vem pa, da je veliko ljudi okoli mene imel to, on nas izkorišča, ampak so ostali tam. In sam to si ne dovolj biti v tej poziciji, ker s tem sebi odvzemaš vso moč in si samo žrtev. Na prvi pogled se sliši to laži, ampak na dolgi rok je to ful težko biti v tem. Ni fajn biti v tem. In premakneš se, če misliš, da te res izkoriščajo, se premakneš. Če pa se ne premikaš, pa sprejmi to, pa da je toliko dodane vrednosti, da bo drug
si ne bo smel prvoščiti, da te zgubi. A ne. Mladi dostikrat hočejo vse na hiter, pa biti ful plačani, pa ne razumejo kompleksnosti biznisa in tega, da kjer je vse komponente rabiš, da se ustvari to, kar ustvarjamo. Ne. Oni bi sam radi več. Ne. In pol, če ne dobijo tega, jih ta izkorišča. Ne. To se mi ne zdi dobra filozofija za metijo v življenju. Ne. Tako, jaz sem delal tudi v prvi pisarniški službi največ od vseh po času. Ne, jaz sem najdlje bil tam. Jaz sem prvi prišel, pa zadnji sem šel. In sem prišel pol enkrat do tega direktorja in sem rekel, jaz bi rad več. In rekel, kaj pa je tvoj argument? In sem mu to povedal. Pa da sem že kleje 2 leti in da se mi ni zvišala. In rekel, lej, boš dobil, ampak samo en nasvet ti dam, nisi mi dobro predstavil, nisi mi dobro prodal te ideje, zato ker mene to ne zanima, koliko si ti časa tam, mene zanima in more me zanimati, koliko ti prineseš. A ne? In vem, da sem imel sodelavca, ki je po 6 urah je šel domov, ampak on je v tistih 3 urah naredil toliko več vrednosti, kot jaz cel teden. A ne? In to je pač realnost. Jaz takrat sem bil mlad, pa neizkušen in tako je. A ne? Lahko se pa od tega pol učiš. A ne? Gremo na malo bolj zabavne vsebine, ali bi rada ostala bolj formalnih? Meni je to vse zabavno. Okay. Anjo Vidmar zanima, kaj je vaj najljubši von? Najljubši von, wow. Ne vem, ob različnih situacijah. Mislim, zdaj bi bil zelo perverzen tukaj, ne, ampak različni vonji ob različnih situacijah, no, tako bom dal tak odgovor. A bi lahko jaz dobil kakšen... Na te zebe? Ja. Ne vem, gor, ali pa če mi kdo posod. Vidiš, jaz sem pa prej mal stisnil. Dobre si. Že nos imam mrzel. Mal sem stisnil. A ti tudi? Vse cool. To je... Drugač. A boš zrihtul, Luka? Thanks. Kaj je vprašanje? Najljubši von. Ja, po moje kleni dvoma, ne? Ampak ne misliva isto. Mogoče. Ne, ker se tako smejiš, nočem niti vedeti, kaj. Ne vem, po moje, ker si... nočem reči, a si zaljubljen v kakšno osebo, ali pa je to ljubljena oseba, ampak, ja, feromoni tega. Ja. Bi rekel, da je tisti moment najljubši von, ki ti da neko pomirjenost, pa občutek varnosti, pa to, da se spočiješ ob tem, ne. Drugače pa ne vem, viski so mi bili včasih ful všeč, pa rumi. Tako da taki vonji, ki jih težko sproduciraš v naravi in je nekdo 300 let razmišljal, kako ta sod postaviti, kakšen mora biti ta sod, koliko časa se mora to starati, kakšna mora biti vlaga, temperatura, da naredi to, kar hoče. To aromo, pa ta okus. Taki vonji, ki so malo bolj kompleksni, to mi je bilo vedno všeč. Ja, tako. No, se zdaj si malo že navezal. Kaj menite, da je problem sodobnega dejtanja s pripisom We need more kids? Kaj pa to? Kako je to povezan? A ja, rabimo več otrok. A ja, ker folk ni skupaj, pa... Jaz mislim, da fantje nimajo jajc danes. To sem dobil najboljši dokaz že klele, ko malo vprašaš te mlade fante, dej, pokaž mi, kera ti je kaj všeč. Ne, tako mislim, to smo, ne vem, to je meni joke mi je, no, tako smešen mi je. Hvala. Hvala. In kar slišim tako od mladih ljudi, pa tudi mogoče od mlajših punc, ne vem, fantje si premalo upajo na to. To je po mojem problem, prvi. Drugo pa ne vem, ker nisem v bistvu dejtu že dolg časa in
tudi zdaj sem za starostjo mogoče prešel iz te vloge, da moram jaz mogoče biti nek, kako se temu reče, instigator, se pravi nekdo, ki A začne? tako. Aha. A to nisi bil vedno? Mislim, to sem bil, ko sem bil mlajši. Aha. Ne. Zdaj mogoče se je to malo obrnilo in bolj naravno padem v to, da z nekom nekaj začnem. A ne. Tako. Po moje preveč izbire. Tudi to, ja, tudi to. Kako se že temu reče? Paralysis by Fatigue? Ne. Choice? choice paralysis. Nek izraz je, no, da pač imaš veliko izbire, ja, in misliš, da ali ne vem, čakaš. Po moje tudi pornografija je velik problem mladih moških, ki imajo nerealne predstave. Ja, ne vem, tako. Seks je lažji dobiti, ljubezen je pa verjetno težji ali pa neka razmerja imeti. Ja, se to sem v knjigi sem imel eno poglavje o tem, a sem rekel, ja, marmelade sem rekel, se pravi, v trgovini, a ne, če imaš ti 3 marmelade, imaš manj stresa, ko zbiraš, a ne. Rečeš, ok, tam je všeč in zaključiš zgodbo in greš, ne. In ti zdaj prideš v trgovino in imaš 30 marmelad, a ne. In se bolj ukvarjaš s tem, kjer je pa res prava. A ne. In se mi zdi, da ni dobro imeti eno izbiro na voljo, pa ni dobro preveč. In zdaj se mi zdi, da imamo preveč, ne. Sej, to čisto zase govorim. Če mi ti ne boš všeč ali pa če mi nekaj ne bo prav, svet je velik, imamo ful izbire in se v bistvu ne in se ne potrudiš, ne. Tako da ja, se mi zdi, da izbira tudi teh alternativnih opcij, zabave, to, da ti da neki dopamin, oksitocin, ne vem, igrice, pornografija, ful več možnosti je, da sam sebe narediš fiktivno zadovoljenega in ne rabiš teh težkih stvari delati v življenju, kakor je pa, da greš do punce ali pa da pač nek pravi odnos začneš graditi, ker to je fucking težko, a ne. In pa rečeš, ne da se mi te težke stvari delati, tukaj so lahke stvari in pol zapadeš not v to spiralo lahkih stvari in življenje postane težko, ne. A se spomnite kakšnega trenutka, ko se vam je zdelo, da ste izgubila kontrolo nad življenjem? Kontrolo nad življenjem jaz ne verjamem, da jo imam sploh, ampak to je itak nek spekter. Malo več misliš, da imaš, pa pol malo manj jo imaš, ko se ti dogajajo kakšne stvari. Ampak to je po mojem glavni problem psihološko, da želim imeti preveč kontrole nad stvarmi. A hkrati verjamem, da je nimam nad ničemer in pa se kle malo gibljem v spuščanju te kontrole, pa kako ni po moje, pa kdaj preveč sile hočem aplicirati na to, da bo po moje in pol trpim. Tako da jaz mislim, da ni dobro imeti kontrolo nad življenjem, ker je ne moreš imeti, lahko jo nekaj časa imaš, pa si frajer, ampak po life pride, pa dobiš par šamarjev, pa si pol malo bolj ponižen. Tako da ja, ne vem, če je kontrola dobra stvar za strmeti k njej, ne. Ja, jaz sem zdaj razmišljal vmes, ne vem, a sem toliko dobro potlačil te stvari, ampak sigurno so bili neki momenti, ko sem bil zelo, ne vem, obupan, kako bi rekel. Veš, da jaz to vem, da se mi zgodi, ker recimo, če me je kdo kdaj vprašal, verjameš v Boga, pa tako rečem, ne vem, jaz sem tako agnostik, sem odprt, ne, pač ne bom rekel, da verjamem, a ne. Ali pa sem imel obdobje, ko sem rekel ne. Ja.
mogoče, ko izgubiš kontrolo, se obrneš Bogu. In to sem videl, in to je parkrat v življenju. To je velik risk za mene, da mi je vseeno, je ali pa ni. Mogoče 1% šanse obstaja, da je, bom se obrnil k temu, ker je to vredno, ker druge opcije zdaj ne vidim. In po moje, tudi ljudje, ki umirajo, pa ki slišiš, da se tudi ljudje, ki niso celo življenje verjeli, se pol takrat pač obrnejo na nekaj, ki je več od njih. In to mi da mogoče signal, da takrat sem izgubil kontrolo nad lifeom in sem nemočen. Sej kontrola je moč, totalno nemočen, se obrneš pol na ene stvari, ki se nikoli nisi. Okay, Domena zanima, kakšno je vajino mnenje o energijskih pijačah? Domen? Moje je dobro, mislim, dobro. Vsaka stvar ima svoje mesto, v življenju. In jaz recimo zjutraj, ko grem na trening, jaz pa zdaj že 2 leti vedno pre-workout spijem, zato ker če ga ne, mi sred treninga pade energija čist v dno in včasih mi je slabo celo in podobno. Not je kofein, pač to je energijska pijača, mogoče brez cukra, ampak ima še neke druge stvari. Tako da jaz mislim, da mi takrat služi. Zdaj pa vsako stvar lahko zlorabljaš, tako da energijske pijače je ful folka zlorablja in to sigurno ni dobro na dolgi rok, ampak imajo pa lahko svoje mesto. Ja, jaz ne vem, 90% ali pa 95% zaužitih tekočin je voda navadna, pol mogoče 3% je gazirana, radenska, donat, nekaj malega so čaji ob, pač nekih priložnostih, mogoče pa 3-krat na let spijem Red Bull, to je moja edina energijska pijača, tako, kave ne pijem alkohola, tako da nimam mnenja zdaj o energijskih pijačah. Ja, pa imaš mislim, ni zate. Mislim, da ni to zame, ja. Tako. Mogoče tako, ker smo prej glih tej kontroli govorili. Ker sem bil psihološko najbolj slabo, je prva stvar, ki sem je naredil, je, da sem te take stvari skenslil. A veš, kava, energijske pijače, cukr, in se mi zdi, da mi je to stabiliziralo, ker določene frekvence, v katerih si, privabijo še več te frekvence. In ti, ki si nemiren, se mi zdi, da privabljaš ali pa želiš si stvari, ki ti še to dodajajo. Ja. In se mi zdi, da to, če prepoznaš, pa se ustaviš, da je lahko koristno v nekih ekstremnih psiholoških stanjih. Ja. Ker se pogovarjam s folkom, pa rečejo, ta maček je čist smešen. Mož ga stari malo posnet, pa da tako... Se ga je cel dan snimo, ja. Ja, ker se pogovarjam s folkom, pa rečejo tako, imam panične napade ali pa nisem zdaj v redu, recimo neko depresijo čutim, pa tako ne. Nisem nekdo, ki bi dajal nasvete okoli tega, ampak iz svojih osebnih izkušenj rečem, da je prvo skensli vsa ta poživila in alkohola. Zaradi tega ne bo slabš. Dajmo tako se reči. Ne bo slabš zaradi tega. Je pa velika verjetnost, da bo boljš. In iz tistega boljš boš lažje reševal to stanje. Tako. Kaj je vaš jezik ljubezni, love language? Kateri so? Ja, dotik, besede, darila, pa kva še? Mislim, da je to, no. 3. Ne, jih je 5. Ne veš tega, Kristina? Ne? Meni vse to. Love language, ne vem. Ja, verjetno govorno, mislim, ne vem tako, da mi kdo nekaj pove. Meni dotik. Dotik, ok. Ne, sej... To bi dal na prvo mesto, no.
Lahko mi govoriš ful, ampak če ne bo dotik. A ja, če ne boš, aha. Kaj pa darila? So ti kul? Jih večkrat jaz dam, kakor prejmem. Ja. Kako vajen posel vpliva na vajino prijateljstvo? Zanimivo vprašanje. Ja, meni je boljš, ker zaradi posla imava še več interakcij in Ja, enako. se mi zdi, da dobro vpliva. Škaj ne štekam folk, da nav to Ja. zdaj zarečen kruh, ampak folk reče, ne nikoli s friendomi delati Ja. biznisa. Jaz pa tako, pa obratno si ne predstavljam. Ja, Jaz hočem ful časa preživeti z ljudmi, ki so mi kul za družiti se. ja. Tako da tudi ta ekipa, ki je, Mhm. je v tej smeri Mhm. in ne predstavljam si drugačno. Tako. Ja. Lahko pa, ja, sem rekel, nočem pol. Martina zanima eno špekulativno vprašanje. Kdaj okvirno mislite, da bo Bitcoin vreden 1 milijon evrov? Tako dal je 5, 10, 20 ali pa 30 let. Ja, jaz bi rekel, ne prej ka v 5 letih, ampak prej ka v 10. Po mojem, jaz bi tudi to rekel. Ja. Ja. Kaj je najbolj smešna zadeva, ki se vam je zgodila v tem tednu? V tem tednu. Ne veš, koliko jih je bilo, Kristina? Eno. Ja, meni je bilo smešno, recimo, ko smo prišli sem, pa je bil ta maček. In sem ga dal na story in si mi ti pisala, se je že udomačil ali nekaj tasga. In sem rekel, kul, pač Kristina pozna tega mačka, ta maček je tukaj. In nič, ta maček gre noter, a ne, in ta maček je tam po kavču in po celi bajti on meni sledi, jaz koliko fajn muca, ne. In pol naredim še en story in je ta maček na kavču in meni Kristina, ne sme biti ta maček v hiši. In to je bilo pač smešen, ker je bil tako pač, 1 uro je bil v hiši, pa smo ga pa dali ven, evo, zdaj pa tukaj. Lega, Garfield, ja. Ne vem, veliko smešnih stvari. Ne spomnim se zdaj ene specifične. drugače imamo 2 punci v ekipi, ampak jih ni kle, tako da si lahko predstavljaš, kako imamo, ko smo sami fantje. Ja. Je tako res zabavno, no, tako ful dobro. Kako se fokusirati na eno stvar oziroma projekt in da nimaš ta fear of missing out na ostale stvari? Ja. Da ta projekt, ki ti je glaven, da je res toliko boljši od vsega ostalega, da je to fear of missing out, če na temu ne delaš. Mogoče res je. Ja. Sej, če se moraš to po moje spraševati, nisi našel še pravega projekta, mogoče, ne vem. Ja. Ja, ker to začutiš silo, tej sili se ne moreš upreti, no, vsaj jaz se ne morem in se nočem tudi. No. In je tako vse nekako naravno, se mi zdi, ustvarjanje. No. Luko zanima, kaj je najpomembnejša vrednota, ki jo potrebuje mlad uspešen podjetnik oziroma podjetnica? Jaz bi rekel low time preference, se pravi zmožnost odlagati nek užitek oziroma si reči, zdaj to delam, ker bom kasneje, se pravi, da zdajšnji čas namenjaš biznisu za nek kasnejši neki, ne, a zdaj je to, ne vem, da boš pol lahko še več biznisa delal, da ali boš pol nekaj drugega delal, v glavnem neka ta zmožnost denar naprej v biznis investirati. Ker ti lahko z nekim biznisom, ne, lahko ti nekaj zaslužiš in pol imaš vedno na voljo ta denar nekako porabiti. In kaj ti delaš s tem denarjem, to tudi tako osebno se mi zdi neka lastnost, ki moraš malo imeti v sebi, vsaj na začetku, no. Da si rečeš, ok, zaslužili smo, gremo zdaj naprej. In verjetno bo pol večji uspeh podjetniški prišel, ker če ne, pač lahko
ne vem, za neke igrače zagoneš in ja, ne, saj če ti je to cilj, pa je to smatraš kot uspeh, si uspešen, tako da ne vem, velikokrat se pol na to spomnim, no, kaj pravi, ja, vztrajnost, ambicioznost, ne vem, odgovornost, ne vem, iznajdljivost, ampak neka ta odlaganje za kasnejši neki na kasnej, ne, se mi zdi kar pomembno, no. Tako. Ja, jaz bi rekel, najbolj pomembna stvar je ciljna naravnanost, pa sposobnost videti širšo sliko. In to malo ljudi poznam, ki je sposobnih kaj takega. No. Veliko nas se veliko nas se zaplete v neke nepomembne male teske in ne vidiš cele slike, da si ti sposoben vedno korak nazaj narediti, pa pogledati stvar, pa reči, aha, tja gremo, ne? In povezati ljudi in jih usmeriti v to smer. Ne? Ja. Mislim, tega, če nima podjetnik, pol Se strinjam. nisem še videl uspešnega podjetnika, ki ne bi imel te lastnosti. A ne? Ja. Se pravi, videti big picture, pa imeti vizijo, pa motivirati ljudi, da mu sledijo tja. A ne? Si želita poroke ali jo dojemate kot največjo izpopolnitev partnerske zveze? Ne, to sploh ne vidim kot izpopolnitev partnerske zveze. Nisem proti temu, ampak nisem pa zdaj tako ful si želim poroko. Ker ne vem, dosti bolj cenim neke druge stvari v partnerstvu, kakor to, da tudi jaz nisem nek tak party guy, tako da meni bi mogoče to bilo bolj stresno, kakor da ne. No, se imaš lahko Ja. privat, tako, Ja. da ni zabava. Ampak bil sem na poroki v soboto in mi je bilo ful lepo. In ne vem, gledam na to obljubo kot neko tako lepo stvar. Ker ti javno izrečeš obljubo pred vsemi svojimi frendi in družino, in njeno družino, in njenimi frendi, javno za obljubo osebi, in se mi zdi, da je nek energy kle spravljen, ko to narediš. A ne? Ja. In meni ta zabava, pa tako, to mi je manjši del, ampak sam ta obred, ta simbolika okoli tega, ona se tebi preda, ti se njej predaš, ampak javno. Ker mi smo imeli že vsi izkušnje, ki si ti to zasebno naredil. In je ful lepo. Tam pa ti se postaviš in to javno narediš. In se mi zdi, da je tako močna stvar. Ni hecno, tako, vedno prej sem se tako, To je res. Ja. meni ni to pomembno, pa če bo ona to želela, bom to naredil. A ne? Ampak ne vem, se mi zdi, da je nek smisel tukaj, no, v tem. Žigo zanima, kaj je vajen največji I know, I made it moment. Ne vem, nisem doživel tega momenta. Jaz sem o tem večkrat govoril, to, da sem šel v trgovino ali pa potovati ali pa v restauracijo in ni bila cena toliko velik faktor. Bolj ima moja želja lahko v ospredju in to mi je dal ful ene svobode. A ne? In to sploh ne rabiš toliko denarja, da se ti to zgodi. Niko zanima, zakaj na koncu podcasta ne vprašaš gosta več vprašanja od prejšnjega gosta. Logistično je bilo kompleksno, ker veš, včasih kakšne epizode prestavljamo. In pač podrla se je ta veriga in nisem tudi videl toliko spet value, ja, no. Tako da pol smo nehali to delati. Ja. Sej še 2 vprašanja, pa smo. 2 vprašanji. 2 vprašanji. 2 vprašanji. Ja. 2. Okay. 2. Koliko procentov uporabnikov Astra AI je osnovnošolcev, ali menite, da ste v teh krogih dovolj poznani? Veš, da nimam zdaj natančnega odgovora. Imamo ta podatek. A smo dovolj med osnovnošolcev poznani? Mislim, da ne.
po mojem smo bolj med srednješolci, zato ker tudi bolj, ko se pomikaš proti maturi, večja pomembnost je na matematiki zaradi slovenske mature, ker je matematika obvezen predmet. In potem tudi ljudje več to iščejo, mogoče najdejo videe moje stare, ne vem, jim nekdo pove za Astro, zdaj verjetno tudi za Astra AI zvejo, in bolj je to znano proti koncu. Med osnovnošolci pa po moje smo premalo, no. Tako, to je nek moj intuition o marketu. Ja, ne, se strinjam. Sej, po moje, ko bomo prišli v svet, kjer bo vsak imel tutorja, ne, bo to drugačen svet, ne, ker zdaj je to tako, tutorja nekomu plačam kot starš, ko hočem, da je on izjemen, ali pa ko rešujem problem pač slabih ocen ali pa slabega uspeha v šoli. Ja. Ampak jaz mislim, da bomo živeli v svetu, kjer bo čisto normalno, da ima čisto vsak tutorja, ker boš pač boljš osvojil znanje, pa lažji, pa bolj tepteleran. In se mi zdi, da ni razloga, zakaj ne bi imel čisto vsak učenec na svetu osebnega tutorja za vsako osnov. In vsi osnovnošolci, vsi. Sam mora biti pa produkt boljši. Jaz ne pravim, da to, kar mi zdaj ponujemo, da bi mogel cel svet imeti. Tako je. Ampak prišli bomo čez 5-10 let do nečesa, kjer bo to toliko dodane vrednosti dodajali in toliko bo pocen, da bo pač vsak bo imel. No. Mislim, to, da ga nima, bo tako insanity. Ja. In še zadnje vprašanje, Klemen, Renata zanima, kaj je tvoj ekvivalent škrabini želji po Lamborghiniju? Aha, čekaj, kje sem pa to zadnjič razlagal? To je ta hiša v Hiša, Grčiji. ja, v prejšnjem dialogu sem razlagal o tej hiši na Kreti, kamor se jaz pripeljem z ultra lahkim letalom. To je po moje ta, malo več stane, kot škrabina želja, ampak nekako ne čutim dvoma, da ne bi do tega prišel, če si bom takrat še to želel. No. Tako da, ja. Lahko še eno hitro. Okay. Kateri je najbolj čuden problem, ki ste ga z AI morali rešiti in kako je šlo? Z AI ali v firmi? Z AI. Ja, mislim, čuden je mogoče za veliko ljudi, ki ne poznajo te tehnologije, ker ponavadi tako rečeš, računalnik zna računati. In to je to. In pol daš, umetna inteligenca zna računati, ampak ni res. Ja. In mi, ki smo prototip delali, ne, jaz sem vedel, da je slab v matematiki, ampak nisem vedel, koliko je slab. Lahko. In zdaj ti hočeš ponuditi nek matematičnega tutorja s to tehnologijo, ti moraš zdaj delati akrobacije tam okoli, da on sebe preverja. Mi smo še takrat, preden so bili te reasoning modeli, se pravi modeli, ki razmišljajo, smo mi v bistvu sami to naredili. Se pravi, model je imel nek, mi smo temu rekli magic notepad in on si je lahko napisal stvar, tega ni pokazal uporabniku, sam sabo preveril večkrat in pol šele dal odgovor uporabniku. A ne? Tako da to je bil pač mogoče ne največji, ampak prvi problem, ki smo ga mogli rešiti boljš, če smo hoteli to ponuditi na trgu, saj kakor toliko dobro stvarane. In takrat je bila stvar še vsem slaba, ne? Danes sem kar veliko bolj samozavesten glede tega, kaj ponujamo na trgu. Takrat sem se pa za glavo držal, ker smo mi štartali, pa smo dobili nek mail, pa sem sam tako prosil, da nas ni kdo razkrinkal, da to v bistvu ni še ful dobro. In zdaj, ko gledam za nazaj, me je sram in verjetno me bo te verzije zdaj čez nekaj časa tudi sram. In to je lepota ustvarjanja, da ti, ko gledaš za nazaj, te je sram, ne? Ko gledaš svojo stvaritev, ker je zdaj toliko boljša. No? Tako da, ja. Cool. Kepca, hvala Kristina, no, ki si sodelovala in poklonila svoj glas. Mi je bilo veselje, hvala Luka in gremo jesti.